Dober dan in prav lep kolesarski pozdrav. Jaz se nahajam na Danskem, konkretno v mestu Fredericia, kjer sem si uspel sposoditi kolo in z njim narediti nekaj čudovitih kilometrov. Vreme tukaj je precej aprilsko. Moramo vedeti, da je danes 6. julij, ura je 4 popoldne in celih 18 stopinj Celzija. Precej oblačno je in dopoldne, ko smo prišli z letalom, je celo padal dež. Piha tudi precej močen zahodni veter in takoj, ko sem videl vse te vetrnice, mi je bilo jasno, da bo pihalo non-stop. Jaz bi rekel tako nekako 20 na uro, lahko tudi več. Midva z ženo sva na Dansko prišla z Ryanairom iz Treviza, približno 2 uri traja let in evo, popolnoma drugi svet. Z izposojo kolesa sem imel neverjetno srečo, ker mi je lastnik apartmaja odstopil njegovo kvazi specialko. Čakajte, se bom tle ustavil, da vam jo pokažem. To je to kolo, niti ne piše, kjer znamke je, ampak je aluminijast okvir. Gume so zelo tanke, 25 mm, ima 18 prestav, s tem, da sprednji ta večji zobnik je kar velik, lahko bi bil tudi 53. V glavnem super kolo, tako teče ful lepo in popolnoma neslišno. Jaz sem s sabo prinesel svoj števec, senzor hitrosti, senzor kadence, radarske lučke pa nisem imel kam montirati, ker ni prostora. Ampak je tle itak že gor neka lučka, tako da jo uporabljam to. Od spredi je pa tudi neka taka bela, se mi zdi, da se jo kar lepo vidi. A ja, in da ne pozabim povedati, na eni strani so pedala flat, na drugi strani so pa SPD. Točno taka, da moji čevlji pašejo gor. V glavnem kolo res teče super. Kolesarska infrastruktura tukaj je res super. Široke, lepe kolesarske steze v enem nivoju, tako da ni nobenega preskakovanja. Lepo ločene od glavne ceste. Kjer pa kolesarske steze ni, veš, da si na neki samotni ruralni cesti, kjer praktično ni nobenega prometa. Tukaj bi pokazal še 2 primera dobre prakse, ki bi prišli zelo prav tudi pri nas. Eden je ta, da je kolesarska steza, kakor sem že prej omenil, zmeraj v enem nivoju, tako da s kolesom ni treba skakati čez razne uvoze in dovoze, ampak imajo avtomobili narejene take asfaltne rampe in so oni tisti, ki splezajo s ceste na kolesarsko stezo in potem naprej do svoje hiše. Druga stvar pa je ta, kako je lepo speljana kolesarska steza proč od glavne ceste in potem pod njo, tako da sploh ne pride do kakšnih nevarnih križišč in se kolesar lepo izogne vsem nevarnim situacijam. Pa je že naslednji dan. Celo par stopinj več kot včeraj, ampak ni šlo čez 22. Jaz sem se dopoldne okorajžil in sem se šel med 10. in 11. uro kopati v morje. Voda se mi je zdela bolj mrzla kot februarja na Lošinju. Imam posnetke, pa vam jih kar pokažem. Kakšna je voda? Mrzla. Res da? Se mi zdi, da je bolj mrzla, kot je bila februarja na Lošinju. Prav čutim roke in noge vse odrevenele v trenutku. To je Severno morje, nimaš kaj? No in potem, ko sem prišel iz vode ven, sem tudi preveril na uradni spletni strani. Temperatura vode je bila 11,8 stopinj Celzija. Jaz sem res vesel, da sem se tako dobro pripravil, da praktično grem lahko plavati, ne glede na temperaturo vode. Tako da tudi v naslednjem tednu, ko bom še bolj na severu Danske, bom lih tako prakticiral in šel vsak dan malo v morje. Za današnjo vožnjo sem si izbral pot na zahod, šel bom do mesta Koling in nazaj. Prvi del poti proti vetru,
drugi del pa z njim v hrbet malce lažje nazaj. Vse te moje vožnje so itak objavljene na Stravi in tiste, ki jih bom naredil v sklopu tega videa, bom dal tudi od spodaj v opis. Vseeno vidim, s tem kolesom nisem tako hiter kakor s svojo specialko. Povprečje se mi giblje tam med 23 in 24 na uro. Predvsem zaradi tega, ker na tem kolesu dosti bolj visoko sedim in mi njegova oblika deluje bolj kakor kakšen ciklokros, ne pa specialka. Zdaj me pa že čaka prvi vzpon od današnjih 4. Trije vzponi še ostanejo, ampak to niso taki hudi vzponi. 2, 3, 4%, taki lušni in tudi ne preveč dolgi. Predvsem, kar sem jaz opazil, je to, da je Danska vsaj v tem predelu izredno ravna. Ampak moram reči, meni je res všeč ta dežela. Lepo se mi je voziti po taki pokrajini, sploh še zdaj te dni, ko je res tako lepo vreme. Evo, pa je že 3. dan. Zdaj sem se odpravil tle čez most, prečkam to morsko ožino in grem proti mestu Middelfart. Dopoldan sva bila z ženo na zahodnji obali v najstarejšem mestu Danske, ki se imenuje Ribe. Zelo lepo ohranjeno mestece in še to popolno vreme brez oblačka je naredilo en tak lep dan. V glavnem priporočam vsakomur, če se bo gibal v teh koncih, da ga obišče. Potem sva šla še tam na en otok do obale in se vrgla v morje. Zdaj popoldne sem pa že spet izkoristil, da naredim en kratek kolesarski krog. Me je pa žena vprašala, kako vozijo danski vozniki. Za trenutek sem ostal brez besed, ker v bistvu, če si non-stop na kolesarskih stezah, si odmaknen od glavne ceste in niti nimaš tega občutka. Ampak kot šofer sem pa videl, da vozijo zelo lepo, zelo strpno, ceste so široke, ravne, lepe, pregledne, omejitve pa precej nizke. 60, 80 na uro na avtocesti tja do 110 in vsi vozijo po omejitvah. Poleg tega pa so tukaj ceste precej prazne, po svoje je to logično, večina prometa je na avtocestah, ki so brezplačne. Tako skozi posnetke ste približno že videli, kakšna je tukaj narava. Zdaj se pa zapeljem tle še do ta prve plaže, da vidimo, kakšna je. Tista, kjer sva bila dopoldan, je bila ogromna, peščena, nenormalno velika. Tukaj pa ne vem, grem prvič. Aha, ta je pa taka čist mehna, super minimalistična. Eno fotko sem naredil. Ampak fajn, ker sem se spustil dol do obale, tako da imam zdaj priložnost vsaj za 100 metrov vzpona. Sam pogledajte to, taka lepa polja in take lepe barve. Jaz sem šel danes na pot brez kakršnega koli plana. Odločil sem se, da bom sledil tem modrim oznakam, kakšnih 20 km proč od doma, bom pa obrnil in šel nazaj. Žena me je tudi vprašala, če tukaj kolesarji pozdravljajo. Kakor kdo, ne tako kot pri nas, ko pozdravi praktično vsak, ampak sem in tja, kakšni se brigajo zase, kakšni pozdravijo takoj, kakšni pa šele takrat, ko jih ti pozdraviš prvi. Vidite, kako visoko je še sonce. Vedeti moramo, da je ura že 7 zvečer, ampak na danskem poleti zahaja šele ob 10. In to ti omogoča, da v nulo izkoristiš popolnoma vsak dan.
to želim tudi vam in upam, da lepo preživljate poletje. Kjerkoli že boste, vam želim varno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!